Odnosi so zakon. Dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Danes je moja gostja, sodelavka Družine in življenja, moja sodelavka Erika Novak. Erika, pozdravljena. Pozdravljena Marjeta in pozdravljeni vsi, ki boste to poslušali. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako je, če je v družini alkoholizem. Erika bo podelila svojo osebno zgodbo iz svoje primarne družine. Še preden pa začnemo, izročimo to oddajo in ta pogovor v Božje roke. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, družine, iz katerih prihajamo, so si različne. Bolj ali manj ranjene, bolj ali manj povezane, z lepimi ali malo manj lepimi odnosi. Nobena od naših družin pa ni popolna. Vse, kar smo prejeli v svojih družinah, dajemo naprej našim otrokom. Vrednote, navade, vzorce delovanja. Prosimo te, da bi znali prepoznavati tiste stvari, ki jih je vredno in potrebno dajati naprej. Prosimo pa te tudi, da nam pomagaš prepoznavati tiste vzorce in navade, ki niso dobre, da bi jih s tvojo pomočjo zmogli počasi preraščati in jih ne prenašati na naslednje generacije. Še posebej te prosimo, vstopi v vse družine, ki jih zaznamujejo različne odvisnosti. Pošlji jim na pot ljudi, ki jim lahko pomagajo, in ozdravljaj njihove rane. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, kot smo že malo napovedali, se bomo danes z Eriko pogovarjali o njeni osebni izkušnji življenja v družini, kjer je nekdo od družinskih članov zaznamovan z alkoholizmom. Erika, podeli malo z nami, v kakšni družini si ti odraščala? Tako kot si rekla, v molitvi, v preizkušanji, v dokaj normalni družini sicer, ki jo je pa zelo zaznamoval alkohol, torej pitje mojega očeta, hkrati še tudi veliko kajenja, veliko preklinjanja, skratka en cel kup enih zlorab in predvsem tudi čustvene zlorabe. Zdaj, ko se pri svojih 56 letih oziram na svoje otroštvo, na svojo mladost, ko sem že dolgo na tej poti za Gospodom, ko sem že dolgo pri družini in življenju, lahko res iz distance gledam z enim velikim usmiljenjem do mojih staršev oziroma do moje stare mame, torej do vseh akterjev v tem mojem otroštvu. In se bom danes resnično trudila govoriti zelo spoštljivo o mojih starših. Ampak da malo odstrnem dogajanja, ker nikoli ne pride kar iz lepega, da nekdo začne piti in početi druge stvari in zlorabljati na tak in drugačen način, vede in ne vede ali ne vede. Bom povedala na kratko, kako sta se moj oče in mama znašla na skupni poti. Torej, moj oče je iz kmečke družine, 9. zadnji otrok v verni, zelo trdni slovenski kmečki družini, ki jo je pa zaznamovala ta povojna ujma, to povojno pobijanje. Ubili so mu enega brata, drug brat je emigriral in sam se je kot otrok znašel v zelo težki situaciji, starši, vsi bratje, sestre po zaporih, in takšen je prišel v Maribor in takšen je začel živeti to življenje kot najstnik, praktično pod velikim vplivom okolice. Moj ati je drugače že pokojen, 11 let, zato tudi danes o tem lažje govorim. Ne vem, če bi zmogla to pričevanje, če bi oče še živel. Drugače je bil po značaju sicer veseljak, ampak izreden kolerik, vzkipljiv človek,
zelo razgledan, zgodovina, zemljepis, zelo lepo se je bilo z njim pogovarjati takrat, ko je bil tega sposoben, in teh pogovorov sva kljub temu, kar se je dogajalo, imela zelo veliko. Mamica je pa med vojno rojena leta 1944, po vojni je izgubila v povojnih teh pobojih očeta, ne vemo, kje je pokopan moj dedek, in njena mama je ostala sama z dvema otrokoma. Moja mama je bila, ko je bila stara 1 leto, v koncentracijskem taborišču tam pri Kidričevem, Stržišče, Šterntal, se je reklo, in celo življenje je zaznamovana s to stigmo, s to krivdo, ki pravzaprav ne vedo, kakšna krivda, brez očeta, s posesivno mamo. In po značaju je moja mami melanholik, otožna, vedno ima otožen pogled. Veliko se spomnim, da je jokala, veliko je govorila samo o teh svojih stiskah, strahovih, leta in leta po mojega otroštva, torej sigurno čez 40 let se prebija skozi razne stopnje depresije, zdaj je že malo tudi dementna. In to je to. In ta dva človeka sta se v določenem trenutku znašla v vrsti pred kinom, vsak v svoji družbi, med seboj so se nekako poznali, in če tako na hitro povem, skoraj čez 9 mesecev sem se rodila jaz. Kar pomeni, ranjena, vsak na svojem polu, vsak s svojo žalostjo, vsak s svojim velikim bremenom svojih primarnih družin sta stopila na skupno pot samo zato, ker se je najavil otrok. In ta otrok sem bila jaz. Tako smo prišli zdaj do moje primarne družine, ki je bila razširjena. Zraven mene je bila 6,5 let stara sestrica, mlajša sestrica od mene, in moja stara mama, ki je bila zelo posesivna, mamina mama, ki se je v določenem trenutku celo izposlovala, da je stanovala pri nas. Ker se ni mogla 2 ulici sprehoditi do nas, je bolje bilo, da spi pri nas. In je zelo posegala s svojim obnašanjem v to življenje v naši družini. Torej, moj oče je pil, odkar pomnim, vedno je pil. Vedno je zjutraj najprej v dnevni sobi odprl tisti njegov tabernakeljček, tisti bife, in si natočil antigripin, torej s tem je začel dan, en šilček žganja. Tudi resnično je bil skozi zdrav, ne, tako da on je pravil in opravičeval to s tem. Vsi, ki so živeli z menoj, in stara mama in mamin ati so bili strastni kadilci. Tako da jaz sem imela še to, alkohol, cigareti, in 6 let, dokler sem živela sama z njimi, dokler se ni sestrica rodila, sem bila čustven partner vsakega posebej. Torej, oče mi je govoril o svojih tegobah, govoril čez mamico, čez omo, oma je govorila čez njega, mami se sem jokala, bila sem njena bolj prijateljica, njena mama, nikoli ni bilo tistega občutka, da sem jaz otrok, ki jaz rabim pomoč, ampak sem vedno krmarila nekako v tej svoji mladostni dobi med temi 3 ljudmi in mašila njihove čustvene potrebe po izlivanju nekih bolečin in nekih ran. Alkoholizem mojega očeta se je stopnjeval. Od začetka, ko sem bila majhna, on je bil namreč zelo delaven človek, delo v pisarni mu ni zadostovalo, zato je popoldne po kosilu odšel še za 4-5 ur k enemu privatniku fizično delati, da je potrošil to svojo potrebo po delu, po fizičnem delu. In takrat še ni toliko pil, je imel alkohol doma, ampak vsakodnevno pa pri kosilu, in to se je pilo, ali pa sobote, nedelje. Potem, ko se je pa ta popoldanska zaposlitev končala, je pa on, da bi pobegnil od doma, ker v takih razmerah teh žensk, prihajale so še tudi moje tete in vsi so ženske samo kadile, čvekale, obirale, skratka, to je bilo pri nas, se je začel umikati in si je našel družbo na balinišču, v enem balinskem klubu, je balinal, ampak hkrati so to počeli ob popoldnevih, zvečer so se pa presedli v notranje prostore, igrali karte za denar in pili. In
enkrat, ko sem malo računala, po mojem je on bil sposoben, veliko je prenesel alkohola, 2-3 litre na dan spiti. Torej njegovo telo nikoli ni bilo brez alkohola. In v taki družini sem jaz in moja sestra sva odraščali. Kako se je pa, Erika, to, da je ata toliko veliko pil, odražalo v odnosih v vaši družini? Je bil tudi mogoče kdaj nasilen? Ali pa a se je sploh zavedal, da je alkoholik pri tej popiti količini? Jaz mislim, da se takrat ni zavedal, ker pili so itak vsi prijatelji, o tem mogoče še kasneje malo več, ampak on je bil zelo vzkipljive narave. Vse ga je motilo, prepirljiv, ene stvari nisi smel narobe povedati, malo drugače formulirati, sploh takrat, ko je bil pijan, seveda se v treznem obdobju, če je bil kdaj, ampak tako ob dopoldnevih ni bilo tega, ampak ponavadi ga je kaj zmotilo in je začel vpiti in se kregati in mami je potem seveda kontrirala, mami nikoli ni umolknila, ne glede koliko je bilo strah vsega, vedno je nazaj govorila in potem so bili ti prepiri in vedno glasneje. Pri nas se je tudi ogromno preklinjalo, zelo nezdrav način, kletvica, vsaka druga beseda, res je bilo tako mučno stanje, drugače pa verbalno nasilen, bi jaz rekla, z besedami te je potolkel, včasih sem si mislila, daj mi eno klofuto pa umolkni, ampak res je znal govoriti, seveda tisti prekršek, za tistim prekrškom, ki si ga naredil po njegovem, si poslušal pa vse stare pesmi, vse evergreene, kot taka plošča, če bi ga posnel, vedno eno in isto si poslušal, in še potem v odrasli dobi sem poslušala vse za nazaj, tako da to je bilo verbalno nasilje, fizično se mi zdi, da enih 3-krat, 4-krat kako neupravičeno klofuto v tistem trenutnem nagibu, spomnim se teh njegovih steklenih oči, pogled alkoholika, njegove hoje, koraka, ko je prihajal domov, jaz sem namreč spala v kuhinji, imeli smo tako prehodno stanovanje v bloku, najprej je bila kuhinja, dnevna soba, spalnica, tako da ostali, ki so spali v spalnici, niso slišali, sem bila pa v kuhinji in že po zvoncu sem vedela, koliko je pijan, stopnjo, kako je pozvonil, vedno sem bila v tistem pozoru, vse pravilno povedati, vse, ne netiti njegove jeze, tako da to je to, po mojem se takrat ni zavedal, da je alkoholik oziroma da preveč pije, to je bila takratna družba in verjetno, da še tudi danes velikokrat, čeprav danes smo malo bolj ozaveščeni in mimogrede popiješ vodo, takrat včasih, če si prišel na obisk in prosil za vodo, so te gledali čudno, je bil vino, pivo, takoj, žganje, takrat ne, se pa spomnim, da sva se v enem obdobju pred smrtjo pogovarjala, on je namreč bil še v svoji delovni dobi za 6 mesecev v Iranu, službeno. In to je muslimanska država in tam 6 mesecev ni pil. In potem je imel enkrat ene jetrne teste, ker je imel probleme tudi s srcem in so mu naredili jetrne teste in je bil toliko inteligenten, da je vedel, da alkohol se odraža na jetrih. In je tudi pred jetrnimi testi za 6 mesecev nehal piti, da so bili potem jetrni testi v redu. Neverjetno. Ja, noro, mislim, toliko je bil, ampak seveda, revež v svojem telesu, ki si ni znal pomagati. In potem sva v enem pogovoru, sem že bila jaz v Velenju, sem enkrat bila pri njemu, pa je rekel, ti veš, hčerka, nikoli me ni klical Erika, vedno sem bila hčerka. Jaz se toliko dobro počutim, toliko sem se dobro počutil in takrat tistih 6 mesecev, sem rekla, ati pa, če se toliko dobro počutiš, pa za tvoje zdravje, pa zakaj zopet začenjaš piti, In takrat me je tako pogledal, je bilo eno trezno obdobje, nekaj je bil bolan in vem, da sem bila pri njemu, to je bilo kmalu, tik pred smrtjo, je rekel, veš, hčerka, meni so špricarji tako dobri, okus špricarja mi je tako dober, da ne morem nehati piti in nehaj me prepričevati, jaz bom nehal piti, ko me boste odnesli iz tega stanovanja. In dejansko je par mesecev kasneje imel anevrizmo v glavi, počila žilica
svak mojega je našel mrtvega na tleh, na mizi je pa bil do polovice spit špricer in goveja juha. Tako da dobesedno so ga od špricerja odnesli, ne, in ta ljubezen in ta, ljubezen do okusa alkohola, njemu je bilo to dobro. Potem kasneje, po mojem, proti koncu življenja se je zavedal, ampak si ni znal, ni zmogel pomagati. Zgodba je bila predaleč zapeljana, moja starša sta se namreč potem tik pred 25. obletnico ločila, že ko sva midva bila gladko poročena, midva so že bila v Velenju, tako da to so take travme in zgodbe, no, in ni bilo na nobeni strani moči in volje, da bi zgodbo zapeljala drugače, tako kot sta jo začela, ni bilo. Pač to je naša realnost, s katero se je treba soočiti in spoštljivo gledati in usmiljeno na vse to. Erika, kako je pa recimo okolica, ne vem, vaši prijatelji, sorodniki, kako so pa oni gledali na to, se mi je zdelo tudi nekaj čisto normalnega, da vaš ata toliko pije? Ja, veš, nisem naš ata pil. Pil je naš stric, pili so moji bratranci, pili so vsi prijatelji, ki so prišli, takrat se je pilo, vsi so pili, vsi so kadili, redko kateri človek ni. In vsi tisti, ki so z njim balinali, ki so z njim pozno v noči igrali karte, ena runda, druga runda, tretja runda, takrat se jaz spomnim, da so vsi pili. Jaz vem, da sem molila v avtu, zato ker je vedno tako okajen, po kakem obisku šel tudi v avto in je vozil nas vse, ne. Takrat smo tudi v avtu sta kadila oba, a veš, mi smo bili prepojeni tudi s tem vonjem, z tem načinom življenja. In jaz sem takrat vse te strice, tete, vse te mi smo stric in teta, prijatelje, ne, vsi so pili, mogoče se meni takrat zdelo to tudi normalno, takrat je to bilo. Jaz sem se kasneje, ko sem odrasla, veš, mogoče pri mladinski verouk pa to začela zavedati, da to alkohol, ne, da si tako neprišteven, da je to alkoholizem. Pred tem, jaz mogoče besede alkoholik v tem smislu sploh nisem poznala. Včasih so rekli, da so to delta alkoholiki, ne, alkoholiki, ki si nikoli niso priznali, da so alkoholiki. Redko kdo je bil sposoben iti na zdravljenje, tisti je bil že zapit, pa to podoben klošarju, ki je nekje ležal in čisto, ne, naš ata je pa delal in normalno funkcioniral, edino ogromne količine je popil, ne, tako da jaz mislim, da zdaj že, ko se pogovarjamo s sestričnami, so vedele, ne, stric Jožek pa pije, pa on ta drug stric pije, ne, ampak tudi zdaj, ko gledam nekatere moje bratrance, glej, še zdaj, ko pridemo na kako srečanje žlahte, to je to kopje mojih očetov, a ne, čez par rund, ki jo spije, ima ta pogled, ki ga jaz prepoznam na daleč, pogled alkoholika, te oči čudne, kalne, brez leska, ki zdaj nekateri različno odreagirajo, nekateri so potem, ne vem, jokavi in smeravi in zaspijo, moj oče ni bil tak, moj oče je bil tak upornik, ne, on je res bil kolerik in ta pogled je ubijal včasih, ne, ko te je pogledal, ne, in vedno si mogel biti v pozoru, ne. Obe sestri, ko se pogovarjava, ne pozabiva tega njegovega pogleda, teh oči, ne. Ne vem, ko je umrl, ko je v krsti ležal, je prvič imel umirjen in blag izraz na svojem obrazu, do takrat jaz tega nisem videla, ko je bil zamišljen, kaj vedno je bil trpeč obraz. Vse, kar se je nakopičilo v njem, ta žalost, ne, in vsa ta jeza, no, jezo je že skozi te prepire ven dajo, ampak vso to življenje se je nakopičilo, ne, in njem in v mamici posledično, ne, ki je potem tudi to kalvarijo dala že tako v mladosti kot potem naprej. Težka zgodba, res. Ja. Mogoče še, preden vprašaš, no, ampak mi smo stanovali v bloku in se mi zdi, da sosedje pa so vedeli, ne, zato ker v bloku slišiš vse, v bloku praktično, sploh potem, ko se stvari umirijo, ko ljudje zaspijo, slišiš vodo, ki jo sosed potegne na WC-ju, slišiš pogovor, a veš, ne slišiš, kaj kdo govori, ampak slišiš, da se nekaj v stanovanju dogaja, kaj šele, če nekdo sredi tega spanja pride domov in začne rjoveti in se kregati in tako da včasih, itak me je bilo sram, normalno, da mi je bilo sram očeta, bilo me je sram vsakokrat, ko je prišel ali v šolo ali
kamorkoli, vsakokrat, ko je spregovoril, sem bila v pozoru, a bo rekel kako tisto neprimerno, ne. Sram me je bilo, ko me je kaka soseda videla, nekatere celo pobožale tisto uboga punčka, ne, kaj moraš kake te tete iz blokov, ki so to zraven spremljale. Ampak bilo je veliko teh mojih očetov, ne, nisem bila osamljena. Tako da ti otroci smo se potem zbirali, vsaj to je bilo tudi veselje v naši družini, ni bilo samo danes sva osredotočeni na ta alkohol, ne. No, oče je bil izjemno dober pevec, mi smo veliko prepeli, ko smo bili, ne, skupaj, bil je človek narave, midva sva hodila, cele ulice sva prekrižarila, Pohorje, v hribe, gobe, ne vem, vsepovsod me je vlačil s seboj. In veliko mi je govoril, tako da bili so tudi lepi in svetli trenutki in pogovori z njim in tudi potem z mamico, ne, kakorkoli, ampak danes smo osredotočeni na drugo temo. Tako. Ja, lepo si zdaj že povedala, ne. Verjetno zaradi alkoholizma ti kot otrok pa kot mladostnica od svojih staršev nekaterih stvari, ki jih pač otroci ne bi od staršev dobili, a ne, za en zdrav razvoj, nisi dobila, a ne. Kaj recimo, verjetno si to pol prepoznala šele kasneje v resnici, a ne? Kaj so recimo tiste stvari, ki bi jih takrat potrebovala, pa jih nisi dobila? Srčno sem si želela, da bi se imela starša rada. Srčno. Da bi se kdaj objela. Da bi se enkrat normalno pogovarjala, da se ne bi skoraj vsak pogovor končal s prepirom. Da bi mi kdaj povedala, da me imata rada. Mene, mislim, da je samo oma kdaj pricrkljala, ko sem prva 3 leta pri njej živela, drugače pa se ne spomnim, da bi me ati kdaj vzel v naročje, da bi to varnost očeta, ne. Spomnim se, da sva prvič, ko sem šla na Triglav, sem bila v 2. razredu osnovne šole, me je ati peljal na Triglav in ko sva hodila gor po Tominškovi poti, po eni najtežjih poti od Staničevega doma, je zelo deževalo in takrat je še bila tista stara oprema, tiste velike palerine, težki nahrbtniki. In me je ati držal za roko in jaz se spomnim se, kako so mi zobje šklepetali od strahu, od tistih skal, od hladu, od mraza, zeblo me je in potem, ko sva sestopala čez 3 dni, je rekel, veš, ko si pa tam nad tistim prepadom, ko sem te pa tam za rokico držal, če bi pa ti tam dol padla, bi pa ati za teboj skočil. To mi je edini svetli trenutek, da sem vedela, da me ima rad, da samo ne zna pokazati. To zdaj vem, no, takrat sem pa toliko želela. Daj, no, daj, saj sem se trudila biti pridna punčka, daj me vzemi, daj mi nekaj lepega povej, ne skozi samo kritika, karkoli si naredil, si bil povožen, a ne. Želela sem si tega, da bi bila ljubljena, da bi bila sprejeta. Veš, onadva sta se poročila zato, ker sta se mogla, ker sem se jaz napovedala. In vedno je ta občutek, a sta se vsaj takrat, ko sta me spočela, imela rada, verjetno, da neka simpatija, ljubezen je bila, ki se zaljubljenost morda, ne, se je hitro zgodilo, ne, ampak že potem, ker moja mami ni imela zakramento, je oče vztrajal na cerkveni poroki, mami ni verna oziroma pač je verna na neki svoj način. In mi je pripovedovala, da ko sta šla na pripravo na zakon, ji je rekel, če ne bi bila noseča, te ne bi nikoli poročil. Ne, in moja mami mi je vedno pripovedovala, kako težko nosečnost je imela z menoj, ko je bila z menoj noseča. Bruhala je praktično še na porodni mizi. V 7. mesecu so jo dali v materinski dom, toliko je bruhala in od nosečnosti z menoj nikoli nisem slišala lepe besede. Vedno sem ji bila njej v breme, bila sem posledica, da se je morala poročiti mogoče s človekom, ki ga ni imela rada, vsaj ne tako, da bi si celo življenje z njim predstavljala, mogoče je bila samo avantura. Oče si je verjetno predstavljal eno drugo, delovno žensko, moja mami je bila tako za pečkar na kavču, doktor Romani cigareti, to je bilo njeno življenje, služba pa nazaj. Ne, oba sta imela čisto drugačna pričakovanja in potem pride en nepričakovani otrok in jaz sem skozi živela s to zavestjo, da sem nezaželjena. Da če se ne bi jaz zgodila, da bi pa onadva bila srečna in to breme krivde, ne. In sem vedno trudila se biti malo drugačna, no, in želela pa sem si seveda potrditev, to si vsak otrok želi, potrditev, objem.
da te nekdo popiha, oslini rano, ko padeš. Jaz sem bila hitro odrasel otrok. Ne vem, vse sem sama počela, že v srednjo šolo sem se sama vpisala, sem samo prišla domov, sem povedala, da sem se na ekonomsko vpisala, sploh niso vedeli. V šoli so tu pa tam šli na govorilne ure, itak sem imela same petke, ni bilo potrebe. Tako no, tako sta živela mimo mojega življenja. Mami je bila bolj, se mi zdi, da sem jaz njej bila mama, pa jaz njej prijateljica, ker se pogovarjala pa tako zaupne stvari z menoj kot punčko. Takrat je že bila depresivna, imela je strahove, za roko sem jo držala, ko je šla k zdravniku, z njo v ordinacijo, drugače bi pobegnila, spomnim se njenih napadov panike. Revano, en otrok v odraslem telesu, ki pač njena mama ji ni mogla pomagati, ker je bila pač posesivna in zelo taka in verjetno tudi kriva za dosti tega, kar se je dogajalo tudi z mojo mamico. In potem je mene kot starejšo, od otrok, od hčera me je porabila za to mladostno, v tem, ko sem jaz bila mlada, potem, ko je pa sestra odraščala, ko sem se že jaz odselila, ne, midve sva le 6,5 let narazen, je pa ona dala skozi kalvarijo potem kasneje in ločitev in to je pa breme, ki ga moja sestra nosi, ne, jaz sem že takrat bila srečna in druge in poročena in Marko je že bil rojen. Tako da ja, starši so nekako, ne, oče me je imel, oče si je želel fanta, ne, vsak moški je takrat želel fanta, naslednji potomca. In pač, ker ni bilo fanta, ne, jaz sem pa bila zelo taka, viš, jaz se me poznaš, zelo taka, tuf, ne, vesela, energična, dinamična, mene pa vlačil s seboj in potem tudi pri vsakem delu, on je zelo rad delal, kadar je kaj popravljal v kleti, zabil, jaz sem vedno bila, jaz sem vedela vse o vsem orodju, z menoj se pogovarjal tehnične stvari, z menoj je hodil v naravo, res veliko mi je govoril, mislim, res izjemen pripovedovalec je bil, ne, spomnim se tudi, on je zelo hitro hodil spat in ženske so bile tam v kuhinji, kadile, čvekale, jaz sem hodila po enih 7:30, 8:00 je on bil v postelji. Jaz sem pa kot majhna splezala k njemu k vznožju in mi je pripovedoval, njegove pravljice so vedno bile njegove zgodbe iz otroštva, jaz jih vem ogromno. Bolje pripovedoval, no, in to mi je bilo potem tudi v odrasli dobi ena taktika, da ko smo šli k dediju na obisk, sem jaz speljala diplomatsko odgovor na neko temo, ki je bila njemu ljuba, ali nekaj, samo da sem ga odvrnila od tega, da bi začel govoriti stvari o ločitvi, o teh bremenih, o svoji družini, o povojnih pobojih. Skratka, vedno sem ga zapeljala taktično nekam drugam, no. To je to, no, breme staršev zagotovo in breme tega, da si želiš, ne, ker druge družine sem gledala, niso vsi bili taki kot mi. Kljub temu, da so očetje kaj spili, ampak vendarle so živeli lepše življenje, kot smo ga mi živeli, ne. Tako da, ja, trudiš se, da bi starša bila srečna in da ne bi še ti bil dodaten povod za nekaj, kar se dogaja. Veliko breme si prevzela nase v resnici, ne? Ja, ne vede, ampak to po mojem vsi otroci iz zlorabljenih družinah prevzamejo, ker se moraš zaščititi, ker moraš nekako živeti in veš, tudi krivda, ne, zdaj, ko gledam z distanco, zagotovo se ta krivda za te stvari sigurno porazporedi in na preteklosti in vse, zato sem tudi povedala vso to travmo, s katero sta se soočala v mladosti, ne, in krivda je taka, ne, in krivdo imaš tudi v sebi, ne, da si kot tak, da s tem živiš, ne, da si še ti kakšen povod. To so težke stvari, no, in zdaj, ko s distanco gledaš, ne, jaz sem imela res eno božje usmiljenje, da sem prišla na tako pot, da sem preko z božjo pomočjo in preko molitev in preko ljudi, ki so mi pomagali, s katerimi sem se pogovarjala, prišla do tega usmiljenja, do tega odpuščanja staršem, ne, ker marsikdo je zaparkiran v te zamere in jaz sem v končni fazi, imam tudi z mamico zdaj nek lep odnos, pridem tja, jo poslušam, se nekako pogovarjam z njo, pač toliko, kot je njena domena, da se pogovarja. Z očetom pa sva sploh, kadarkoli je bil trezen, ko se je dalo pogovarjati, so bili ti pogovori res lepi in imam lepe spomine, tako da črpam zdaj iz teh lepih spominov, ne iz ostalega. Na ostalo se pa oziram z eno distanco
in z enim velikim božjim načrtom, da je to bilo potrebno tudi za moje zorenje, tudi zato, to sem jaz zdaj, tudi zato, da to zdaj vam govorim, da mogoče kateremu pomagam preko te moje zgodbe, ne, zato so zgodbe, da o njih poveš, da si toliko zrel, ne, da sem prišla, sem hvaležna, da sem prišla do te neke zrelosti, da se lahko, ne, čeprav bo treba še veliko delati, ne, na sebi v tem odnosu, ne, mogoče bomo o tem kdaj drugič kaj spregovorili, o tem, kaj so pa potem posledice, ne, zdaj govorimo samo o otroštvu. Ja, to bi te vprašala, ne, ves ta čas tvojega odraščanja, ko v resnici v svoji družini nisi imela nobene opore. A kje si pa potem iskala to oporo? A si sploh imela kakšno odraslo osebo izven družine, na katero si se lahko naslonila, potožila, bila slišana, sprejeta? Ne, v zgodnjem otroštvu ni bilo, no, zato ker vsi ti ljudje, ki so oblikovali moje otroštvo, so itak bili vpeti in oni so mene bombardirali s svojimi tegobami, ne. Spomnim se, da so kar pogosto v našo hišo prihajali, je oče povabil te duhovnike, mi smo bili med 2 župnijama vpeti, in ti duhovniki so zagotovo vedeli našo zgodbo in so verjetno, da posledično poskušali nekako tudi kdaj pri verouku pa to, no. Velik blagoslov je bil zame naš kaplan, ko smo bili pri mladinskem verouku oziroma potem že tam 7., 8. razred. Tam se spomnim, da sem enkrat bila pri njemu, ne vem, eno dopoldne zgoraj v njegovi pisarni in je povprašal, kako pa kaj doma. In takrat se spomnim, po mojem, sem 1 uro ulivala vso bolečino, vso to jezo, vse ven. Ampak tako pogovor sva imela, veš, včasih je kaj vprašal, tak je bil, nisem bila vajena, da nekdo tako umirjeno posluša, gleda nekam mimo tebe, da te ni sram in ti govoriš. In na koncu se spomnim, da je rekel, veš kaj, vzami to zdaj kot spoved. In tisto, okej. In to je bila prva taka, veš, tista spoved, ko smo jo zdaj vajeni, ne, ko se usedeš k duhovniku in res, pravzaprav duhovni pogovor, no, ki je dal potem tudi odvezo kot spoved. Ker sem povedala tudi svojo jezo in svoje grehe in svoje, kaj razmišljam, ne, jaz sem dosti, še zdaj me to spremlja, da dosti v mislih grešim. Ne toliko v dejanjih in besedah, v mislih. Ne, navadila sem se v sebi skrivati to svojo jezo, to svojo nemoč in v jezi obsojati ljudi in to ti ostane, ne. Tako da takrat se spomnim, da mi je potem tudi dal prvo črno je bilo Sveto pismo, moje prvo Sveto pismo. Doma ga nismo imeli, bilo je tisto veliko slikami, Sveto pismo, moje prvo, ki sem ga potem leta kasneje podarila eni sodelavki, ki je prišla iz druge republike in se je učila slovensko. In ona ga je zdaj podarila še naprej in to Sveto pismo je Sveto pismo Romarica. Ker Božja beseda, ki roma zdaj od hiše do hiše, tistemu, ki ga potrebuje, ki to besedo potrebuje. Ta kaplan se mi zdi, je bil tak človek, no, edini človek, ki se spomnim, da me je v bistvu objel s svojim obnašanjem. Da mi je dal eno varno zavetje in potem sem še šla večkrat k njemu na te pogovore in da je pomagal, da me je usmerjal, ne. Potem pa se je že tako Zlatko zgodil in potem sem šla od doma presrečna. Ko sem jaz pakirala, sem bila toliko vesela, da grem iz te hiše. Mislim, ni to žalostno, ne. Mami se spomnim, da je sedela na kavču, kadila kot običajno in gledala in jokala, ne, ker bo izgubila zdaj prijateljico, zaveznico v tem smislu. Ja, to sem še prej mislila povedati, ko sem tam o tisti krivdi govorila, da v času svojega otroštva sem dala vso krivdo očetu. Se mi je zdela mama ena reva. Zdaj, ko gledam z distanco, zdaj je ta krivda drugače porazporejena. Ampak spomnim se, kako hudo je bilo, ne. Meni nikoli ni bilo hudo, ko so se moji otroci odselili, sem bila vesela, da grejo, ne. Njo pa razumem, da je bilo hudo. Tako, to je to, no. Zdaj si že lepo malo omenila, ne, da si šla z veseljem od doma. Bi te mogoče vprašala, ne, ko si spoznala Zlatkota, ne, a si bila kaj pozorna na njegove navade glede pitja in tega, kako recimo
je bila tvoja izbira moža povezana s tem, da ne bi še enkrat padla v podobno zgodbo, kakršne si bila deležna v svoji družini? Ja. Ja, ta alkohol in cigarete, mislim, jaz sem celo življenje vonjala vonj alkoholika in vonj kadilca. Jaz ta dva vonja tako sovražim. Meni se ta dva vonja tako zelo, zelo gnusita. Prav fizično bolečino, danes zjutraj, ko sva molila v postelji, je 3 nadstropja spodaj en kadilec. Zavonjam, ko ga marsikdo ne, ampak jaz zavonjam alkoholika, zavonjam ta vonj. Veš, celo stanovanje nam je vedno smrdelo po cigaretih. Mami in ati sta kadila vsepovsod, samo v spalnici, kjer sta spala ona dva in sestra, nista kadila. Za sestro sva imeli omari v dnevni sobi. Tam je bil en pepelnik vijolične barve, tisti, veš, ko ga pritisneš in se čiki noter zbirajo, in tisto sem jaz mogla čistiti. Tisti pepelnik, odnesti v smeti. In potem sem, ne vem, sveže oprano perilo, sušili smo ga zunaj pred blokom, zlikano daš v omaro, naslednji dan oblečeš in smrdiš. In jaz imam obupne probleme z smradom drugih, ko govorijo vate, ko vonjaš, ne, ker moj oče je bil zelo brezkompromisen. On je kadil, on je pil, on je jedel česen, čebulo, vedno. Jaz se ne spomnim, da bi kdaj dišal po kalodontu ali pa dišal normalno po nekem kosilu ali pa tudi po tej jutranji normalnem vonju, ko si zvečer zobe umiješ, pa zjutraj imaš vonj, ne. In ta gnus, ta stud, to sovraštvo do alkohola in do cigaret sem jaz prinesla in do kletvic, sem prinesla s seboj tudi v odraslo dobo. In ko smo mi bili v kaki skupini, recimo, pa sem jaz koga poznala, ali pa recimo, če bi tebe, zdaj ko te poznam, 10 let poznava, če te bi videla s cigaretom v roki, žal, ampak padla bi mogoče za par lestvic na vrednostni moji lestvici. Mislim, zdaj se učim, da ne smem enačiti vrednot oziroma značaja oziroma obnašanja človeka s tem, ne, če kadi, predvsem kadi, ne. Drugače tudi vem, da če nekdo spije, tudi sama spijem kozarček, recimo po kosilu, ker vem, da je to dobro za prebavo, ker vem, da je dobro za zdravje, ampak to je drugo pitje. Za žejo pa pijem vodo, ne. Tako da ta vonj mene spremlja skozi. Tudi včasih, ko smo bili, nisem rada hodila na zabave, in ko smo prišli pozno domov, meni je vse smrdelo, jaz sem mogla dati na balkon zračiti stvari, sebe iti stuširati, ker nisem mogla se v posteljo vleči, ne. Tako da sigurno sem iskala fanta, ki ne bo kadil, ne. Zdaj okoli pitja kozarček, 2, ampak to, ko smo bili mladinci, ko smo se družili, nobeden ni pil, ne. Takrat smo športali, smo kolesarili, smo odbojko igrali, košarko, nihče ni pil. Če smo kdaj se poveselili, da je kaplan organiziral kaj, so bile ponavadi sokovi ali pa tu pa tam mogoče en kozarček, tako da Zlatko ni pil, jaz se ne spomnim, da bi pil, in tudi kadil ni, ne. Ampak zagotovo ne bi si izbrala fanta in ne bi, zato ker se te 2 stvari tako sovražim oziroma sem sovražila in jih povezovala s človekom. Identificirala sem, lahko bil super dober, krasen, vse je delal, če bi pil in kadil, ne vem, če bi bila sposobna iti v razmerje z njim. Drugače pa tudi to sem imela probleme, recimo poljubice z Zlatkotom, če je bil na kaki zabavi, pil. Ali pa recimo, da je bilo, ne vem, v službi ali pa da je kje jedel, ne vem, čebulo ali pa da je bil kje na kaki službi in pikniku. Potem sva nekako, bil je zelo, jaz imam res čudovitega moža, on je toliko razumel to. In je potem sam tudi predlagal, oziroma sva se dogovorila, da če gre on na kako praznovanje nekam, da gre sam, ker če sem jaz šla, itak nisem ne pila, ne kadila, ne jedla čebule, da tudi, ali da ne bo jedel, ali pa da se zmeniva. In jaz sem takrat, ko je on šel nekam, da sem vedela, da bo pil, sem si doma ponavadi naredila en kos kruha, ne vem, pašteto, in sem si gor dala čebulo, da sem imela enak okus,
Mislim, to so res težke stvari. Jaz ne vem, če si kdaj v življenju lahko ta gnus spraviš, moraš prav zavestno, ne, tudi recimo dotiki, ne, spolnost. Jaz sem, preden sem šla spat, zdaj je že drugače, zdaj lahko, no, ampak jaz sem mogla biti čisto umita. Jaz nisem prenesla dotika mojega moža sredi dneva, recimo, če sva bila sama, ali pa da bi si želel tudi kakšne spolnosti ali pa nekaj, če sem vedela, da nisem umita. Jaz sem rekla, grem se prej umiti. A veš, tako globoko. Bolj, ko mi je on celo življenje govoril, lepa si, ne smrdiš, ljubim te, neštetokrat, kdo pozna mojega moža, ve, da je temu tako in da mi vedno daje te potrditve in da me on v bistvu z svojim obnašanjem potegnil ven iz tega, da zdaj se ne obremenjujem več s tem, da se ne vonjam skozi pod pazduho, da tudi, če si zvečer, če sva zelo utrujena, ne umiješ zob ali pa ne greš ravno pod tuš, da lahko greš tako tudi spat, malo skrišaš čez se in da to ni nič narobe, da me nima zaradi tega manj rad. Jaz sem se sama sebi počutila tako umazano, neposledično in itak pa vedno in zaznaš te vonje, zaznaš jih v drugih ljudeh, zaznaš, ko gre nekdo mimo in je kadil. Preprosto imaš te detektorje tako močne in v tebi je to noter, prav fizično želodec se ti začne obračati ob teh stvareh, ne, tako da ja, pravijo sicer, da si marsikatera žena ali pa tudi moški izbere partnerja enakega, kot so starši, ne, kot je oče, recimo mož. Jaz nisem, jaz sem po neki milosti res dobila totalno kontra moža, ne, glede pitja in glede kajenja, ne. In to mi je v velik blagoslov, no, ker ne vem, kako bi zdržala v takem zakonu. Verjetno, da ne, z mojim karakterjem, tudi z mojo, jaz sem podedovala to koleričnost, ne, in veliko je treba delati na sebi, da mirim konje v meni, ki hitijo ob vsakem, ne, in te napade, ne, vsega. Ampak vem zdaj, da so to potlačene stvari, tako da bo še treba veliko delati na sebi, na svojem značaju, mogoče kako svetovanje, da pomagam sama sebi prepoznati te stvari, ne, ampak ja, na te vse stvari pa na to moje otroštvo pa zdaj lahko gledam z distance. Se kdaj ob kakih nerodnih situacijah tudi že nasmejim, no, in pač rečem, glej, meni je dal Bog najboljša starša, kar jih je imel zame. In to je to, ko se s tem, ko to ozavestiš, ko veš, da je to v tem božjem načrtu, da so to moji starši, ko jih sprejmeš z spoštovanjem, da kljub temu, ko sem se zgodila, nista šla in rekla, odpravila me bodo, ampak sta me sprejela in se zaradi tega tudi poročila in dala potem življenje še enemu otroku, je to eno zavedanje, da ja, da je to moja pot, ki jo moram sprejeti, vsak ima svoje stvari, vsak se z nečim, ni ga človeka, ki ne bi nekaj v koreninah, ne. Je pa potem seveda bridko tudi spoznanje, kaj pa nosiš naprej, kaj pa tvoji zanamci, no, ampak to so že potem druge zgodbe, kako prinašati na otroke, ja. Sva ravno, da povemo našim gledalcem pa poslušalcem, ne, z Eriko, ko smo se pripravljali na to oddajo, ugotovili, da je to tako široka tema, da jo je vredno nasloviti še v eni oddaji. Pa bova zdaj samo majčkeno nakazali, v katero smer bo šla pa naslednja oddaja, ko bomo govorili o teh posledicah, ne, ki jih pusti alkoholizem na vsakem otroku, ki odrašča v taki družini, o vzorcih, ki se potem prenašajo naprej. Pa bi te samo to vprašala, ne, verjetno si se ti tako prav začela zavedati teh slabih vzorcev, ko si tudi sama dobila otroke, ne? Ja. Moja izkušnja je, da otroci iz nas privlečejo te stare rane, a ne? Ja. Pa če bi samo majčkeno risala, no, pač kako se je ta proces začel, a ne, pa na kateri točki si prišla do tega, verjetno si prišla do tega, da če ne boš odpustila svojim staršem, tudi sama ne boš mogla iti čez to. Če še tlele malo nakaževa, potem bova pa, kot rečeno, v naslednji oddaji pa še majčkeno odstrle potem življenje v svoji družini s posledicami,
otroštva z alkoholikom? Ja, sem dosti razmišljala o tem. Tudi recimo pomagalo mi je zdaj ko imamo pri Dižu s pomočjo oziroma Karitas te zakonske skupine oziroma temo na zakonskih skupinah o alkoholizmu. In me je zadnjič, ko smo v eni skupini predelovali, me je zelo zadelo. Od 7 ali 8 parov, ki smo bili, samo en par iz primarne družine ni imel izkustva alkoholizma. Vseh ostalih 7 parov smo imeli, ali mame, očete, dedke, babice, strice, nekoga, ki je bil alkoholik. In takrat je ena od članic naše zakonske skupine rekla, je imela ravno tako očeta alkoholika kot jaz, je rekla, meni je moj oče uničil vse bistvene trenutke mojega življenja in o tem se jaz dosti sprašujem. Res, meni tudi moj oče je uničil vse lepe stvari, od obhajila, birme, rojstnih dnevov, vedno se je končalo z kakim prepirom, vedno z nekim njegovim izgredom. In prav tako tudi moji zdajšnji družini, ne, moja dva sta bila ločena, vse se je delalo na 2 konca, vedno je oče prišel na ta slavja in vedno je bil zelo neroden na koncu. Kdaj sem se pa začela zavedati? Prvo zavedanje je bilo zelo hitro, ko sem enkrat se na sina kregala in sem slišala besede svojega očeta, kako se je on name drl, tako sem jaz glasno povzdignila glas in takrat sem se prvič zavedala, takrat sem se začela kontrolirati. Ne vede, to sem pač mislila, okej, sem podedovala po očetu, pač taka sem. Najbolj sem pa začela delati na sebi takrat, ko je pa hčerka postala najstnica in upornica. O tem pa bi res več kaj drugič, no, ampak dejansko posegajo te zadeve tudi potem v našo družino in v otroke potem zagotovo in še mogoče naprej, če se ne bomo ustavili zdaj še na vnuka. Tako da, to je to. Erika, a lahko samo še kakšno besedo o odpuščanju? Kaj ti je pomagalo, da si lahko svojim? Ti si lepo povedala, ne, da si sprejela to, da sta ti starša dala, kar sta ti pač zmogla. Ja. In to se mi zdi, da za vse nas je ena dobra popotnica, ko odkrivamo te svoje rane ali pa vzorce, ki niso najbolj, bom rekla, dobri, a ne, da pridemo do točke, ko ugotovimo, da tudi mi kot starši delamo napake, pa ne zanalaš, a ne, in da je prav, da če hočeš ti narediti en oseben premik pa rast, da moraš svojim staršem odpustiti, ker drugače se zatakneš v tem krogu krivde in kazanja s prstom in iskanja krivcev izven sebe, a ne. Točno tako. Jaz imam ob vseh milostih, ki sem jih deležna, imam tudi to milost, da nisem zelo zamerljiva. Vse sigurno zamerim, vsak človek zameri, ampak se hitro začnem v sebi iskati argumente, zakaj je drug to naredil. To sem se zdaj naučila, sploh pri Dižu, no. Ampak tudi nikoli nisem bila tako zelo zamerljiva in tudi moj oče ni bil zamerljiv. Onadva, ko sta se skregala, on bi se pobotal. Mami moja je bila pa tista tihi tedni, tihi meseci. Ona je pa tako zamerljiv človek, da še zdaj eno stvar narobe poveš in se kar ne pogovarja in je kar ne. No, mene je pri odpuščanju najbolj vodilo to, da sem res to, kar sem na začetku povedala, poskušala doumeti njuno otroštvo, njune travme, kakšna sta bila, kaj sta doživljala, da takrat ni še bilo tega, takrat se ljudje niso znali zazreti vase. Redki, ne vem, takrat ni bilo nobenega priročnika, mi imamo zdaj tega veliko, takrat ni bilo takih oddaj, ni bilo zakonskih skupin, ni bilo seminarjev, ničesar. In ko sem se tega zavedala, ko sem svoja 2 starša pogledala, mamico kot dojenčka v koncentracijskem taborišču, življenja, ona je živela v taki bedi, moja mama je dobila za 7. rojstni dan peščenega piščanca za darilo in ga je sama pojedla od tega, tako je bila lačna in ževčna. V takem pomanjkanju, ko je živela, in ta moja stara mama, ki je bila ožigosana, moža so jo ubili, ni vedela niti zakaj, ne, in ko sem se v to soočila, ko sem začela analizirati to njeno življenje, to ranjeno punčko, pa še karakter tak, kot ga ima, in posledično očeta,
On je 36-letnik, kar pomeni, ko se je vojna končala, je bil star 9 let in zraven še njegov brat, ki sta ostala doma in so prišli partizani. Jaz sem brala njegovi oporoki, ko je imel zraven seznam, kaj vse so jim vzeli. Oni so imeli hektarje zemlje, vse. In potem v zapori in to agonijo. In tak mlad človek, ki še ni izoblikovan, pride potem iz Laškega, iz majhnega kraja v veliko velemesto in tam pride na družbo, ki pije. Itak je oče pravo, da so včasih tudi v mladosti, on je na njivi dobil enako jabolčnik za pit, kot so ga pili ostali. On je bil vajen pit. Ljudje pijejo iz navade, ker jim je dobro, to, kar je povedal, ampak potem, ko se navadiš, potem pa, ko se navadiš, drugačne. Ja, ampak če bi ona doživela en tak zakon za spoštovanjem, pa to bi še zmeraj ostala navada in bi vsak dan nekaj spil, pa mogoče ob kakih praznikih in bi ostalo pri tej navadi in ne bi prekomerno, ker se je pa zgodba njuna zapletla do te stopnje, da je začel bežati iz odnosa. Je začel bežati k prijateljem na balinišče, karte igrati, v družbo, tam se je pa ta navada spremenila v alkoholizem. Ne? In ko sem jaz to dojela, sem jaz čutila samo eno veliko usmiljenje do svojih staršev. Ne do greha, ne? Mislim, do tega obnašanja. To že bo ta ona dva verjetno pred Gospodom odgovarjala za vse to. Mislim, da tudi oče, ker je bil zelo veren, je to skozi spoved spravil ven, mamica je druga zgodba, za njo bo treba veliko moliti in že molimo. Ampak tako, ko se tega zaveš, jaz priporočam vsakemu, daj se spravi na distanco, daj veliko let pred dogodkom, ko si ti bil zlorabljen in poskušaj razumeti, kakšni ljudje so prišli, da niso prišli s tem namenom, da bojo tebe zlorabljali, ampak da je to posledica tudi njihovih zlorab, da so oni bili zlorabljeni, ne? In da gre to iz roda v rod in ko to doumeš, in prosiš Boga res za to milost, potem lahko odpustiš. Večji problem je pa odpuščati samemu sebi, to bova pa naslednjič. Ja. S tem imam pa večje probleme in sem imela, tako da pogled z distance, Božja pomoč in usmiljenje in seveda spoštovanje, 4. Božja zapoved, da vendarle spoštujemo starše, ker so nam dali življenje. Tako, Erika, tako lepo si zaključila, da skoraj ni kaj dodati. Hvala ti, da si se dala na razpolago in si podelila to sicer težko, ampak pomembno zgodbo, ker mislim, da se v njej marsikdo tudi sam prepozna. Pa bi za zaključek zmolili molitev, ki jo molijo tudi anonimni alkoholiki in se mi zdi res taka ta prava, za vse, ki se pač soočajo s stvarmi, ki so jih pač dobili, pa so mogoče težke. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bog, daj mi moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti. Daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim. In daj mi modrost, da razlikujem to dvoje. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Hvala vsem, ki ste nas spremljali. Vabljeni, da še naprej poslušate naše oddaje preko videa in tudi podcast kanala, ki ga imamo po novem. Z Eriko bova, kot rečeno, posneli še eno oddajo, v kateri se bova pa bolj posvetili posledicam, ki jih prinesemo v svoje družine, še posebej tisti, ki so v svojih matičnih družinah se soočali z odvisnostjo svojih staršev. Govorili bova o pretirani pridnosti, o perfekcionizmu, o želji po nadzoru, skratka o marsičem, v čemer se bodo verjetno prepoznali mnogi naši poslušalci in gledalci. Torej, še enkrat hvala Eriki, da je bila z nami in hvala vsem, ki ste si vzeli čas in naj jo poslušali. Srečno in z Bogom. Bogom.